Bi šli malo čofa danes, Jakob? Edin gužva je, ne da se mi čakati tlele pri avtopravljencu. Plus, raba enega gosta za današnjo epizodo po Ovinkih. A imaš kakšno idejo? Jaz nisem nobenega dobil drugače. Mislim, tam je en Maserati. Maserati? Čakaj, pa še neka punca ga čisti? A ti to vidiš? A ćemo njo vprašati, kaj dogaja danes? Dobar dan, gospodična. Vas lahko zmotam? Čau. Mark, me veseli. Špela, živijo. Zelo lepo avto imate. Hvala. Ja? Kako to, da ima gospodična to lep avto, da ga čisti? Ja, to je pa passion za avta, veš, Passion to ne za avte. moreš imeti drugega, kakor da ti vsak dan zaigra srce, ki se usedeš v njega. Vidite, kako se punce peca. Se zahecava, to je Špela dole z mano, živijo Špela. Čau, Mark, Kako si v redu? Ej, dober. Sem rekel, da mora biti danes malo drugač. Naj bo prvič punca po Ovinkih. Spoznala sva se na enem karmitu. Yes, In tako ko je. sva začela neko debato, sem pred smi kliknil, Špela, a te lahko nekam povabim in evo nas danes tukaj. Evo, z veseljem, da se ful veselim, da biti sem ta prva, tako da Ne rabim Mal- biti no nadžišta. pressure, a veš, no pressure. Vidim, da si avto zglancalo v nulo. Jaz sem rekla, mora biti malo čistne, da ko se peljemo, a veš, da ne bo to zgledal, kaj je zdaj to. Drugače, tole je Maserati Ghibli, SP4, V6 motor Ferrarijev. Ferrari dela. Ferrarijev motor, ja, to so še ta zadnji, ki so bili, letnike 2020, 420 konjev. Tako da nič ni načipan, nič ni poštiman, Stok. edino kar ima stok je, edino kar ima modul za auspuhe, tako da imam na ventilček, da lahko imam skozi odprto. Ker drugače, veš, ima malo premalo zvoka, tako pa že, bom rekla, stok ima ful lep zvok. No. Tu so še ta zadnji prej, ki so znehali delati, zdaj pa Takih konc. sploh ni več Zdaj modelov, ne delajo praktično, več. ne, zdaj sam še trofeo, mislim, da je, to je pa to. Tako da ni, ali pa te hibridi, ki so, ampak to niso več Ferrarijev motorne. Tako da, Čigav motor je pa zdaj? ne vem, kaj so dali, ker drugače oni so s Chryslerjem imeli pogodbo, Aha, tako da ne okej. vem, kaj so pa noter vtaknili za en motor, iskreno povedano. Ampak jaz sem še iskala, da je, Da še je Ferrari to, noter. ja, da je še to, ne. Zdaj mi nekaj povej, od kje ima lahko punca toliko znanja o avtomobilih ali pa ta passion? Zdaj Ej. mi daješ take podatke, ki jih jaz ne vem, tako da sem res. Ne, veš kaj, jaz sem že od majhnega tako bila precej navdušena nad avtomobili. Mislim, da je to ljubezen je moj nono bil tisti, ki mi je prvi prenesel in on je imel zmeri Mercedese. In jaz se spomnim, ko sem bila majhna v 90-ih, torej jaz sem 89-letnik, tako da se ne zgledam, se ne zgledam. vidi. Ampak, Sigurno, no, on je imel takrat, se spomnim, enega belega Mercedesa C-klaso, pa noter, veš, mahagoni, les, vse to. In on vsako nedeljo je ta avto prav doma in sem jaz to pomagala, lepo si so ta rumeno, a veš, šolsko gobo, ker se včasih tudi table brisalo s kredo, no, tako gobo je imel in pa sva to midva prala. Pa je bila fora, da vsakič, kadar je bilo treba nekaj pošraufati pri motorju ali karkoli, jaz sem imela, veš, ker sem bila majhna, sem imela majhne roke, pa drobne prste, pa sem lahko prišla zraven. Pa je bilo zmeri, tle pa drži ta šraufek, tle pa za šraufek, tako, a veš, in nekako takrat je bil ta bonding, po mojem, ki me je mal spodbudil k temu, pa sem pa zmeri navdušena, pa zmeri sem gledala te zadeve, pa tako mi je bilo všeč, a veš, ker si koga videl, ki se je pripeljal mimo s kakšnim hudim avtom, pa tako. Pa počas je šla ta ljubezen naprej, pa sem moj prvi avto kupila, ki je bil Opel Adam. Okay. Ampak je bilo tako, a veš, takrat, bom rekla, nekonvencionalen avto, za takrat, ko so prišli ven. Pa počas sem menjala in tako, ta zadnjega pol sem imela CQP Mercedes za AMG Line, pa sem ga čisto modificirala, pa auspuhe, pa vse, tako je bilo hudo. Pa se mi je ponudila priložnost, da bi ga prodala in sem rekla, pismo, nič mi ni všeč, kaj ne zdaj. In potem, kar sem gledala, sem videla, da je tale mi najbolj všečno. In pa sem rekla, ok, Maserati, pismo, to je kar upgrade, kaj ne zdaj. Ja. Pa sem najdla tega v Nemčiji in se je bilo tako ljubavi, počakal me je in kadar je prišel, je bilo sem tako, veselje. Drugač pa zraven je bil pa še dirkanje, ne, ko sem začela. Je bilo pa pol nujno treba dirkalen avto še zrihtati, ne. Tako da zdaj... Pa imaš tudi dirkalen avto? Še dirkalca, imam pa BMW 36, 3.0 swap z E46 motorjem. Pa je lepo narejen za gorsko bil, pa sem ga pa jaz lepo malo ljubezni mu dala, pa sej boš videl, no, pol. Bomo še o BMW-ju bova še pol, no. To sem hotel slišati. Zdaj dajva malo še več o Maseratiju, pa da ga malo zaženemo, pa se gremo pelat. Dajmo, jaz sem pred za. Zmenjeno.
je to, lahko greva špila. Ajde, akcija. Še mango mi je da za probati. Italijanski mango, the best. Ja, dober je, dober je. Ker zdaj, če kupiš mango v trgovini, ne, v Sloveniji ni tak feeling, ker če greš v neke eksotične države, se mi zdi. Pa veš, dobro, jaz itak živim v Italiji, veš, tako da meni je to, ampak ti ga dobiš sam na teh avtogrilih. In je dejansko malo okus po mangotu, veš, nisem cukor, je prav mango. Všeč mi je. Moj najljubši sadež. A ja? Aha. Mene pa ni mi najljubši sadež, zato ker še nisem jedel tistega ta pravega tropskega, da bi rekel. A ja, Mi je pa, kar se tiče sorbetov, sladoledov, mango res en boljših okusov, ja. Lih prav sveže je. Ja. Čakaj, zapremo s šipo, ne? Lahko, ja. Omenila si, da živiš v Italiji. Kje točno smo zdajle, kje živiš, ja, da se mogoče tega dotaknemo? Ne, zdaj smo še v Sloveniji. Aha, to je še Zdaj je Slovenija, Okay. Pa bomo šli čez mejo, drugače tudi na Pisto. Škaj tlele, tako bom rekla, tako je ful je velika razlika, pa je samo meja vmes, ne? Ja, Stara Gorica, ful se pozna ta Stara Gorica, italijanski del ali pa Nova Gorica, ta slovenski del. In italijanski del ima tako eno zgodbo, veš, ima dušo, je ena taka drugačen občutek je tam živeti. Sicer se nič ne dogaja, čist je mirno, ampak jaz, glede na to, kaj jaz počnem, pa sem precej okol, pa se vozim, pa to, mi je fajn, da kadar pridem domov, da imam mir. Razumem. In je potem dejansko Gorica tako, kvaliteta življenja ful visoka, ful je fajn, dobra hrana, mirno je, nič se ne sekiraš. Pa še zmeraj si bili Slovenije. Pa še zmeraj imam dejansko 1 uro imam do Ljubljane, 1 uro imam do Benetk, a veš, 3 letališča imam v roku 1 ure, ker še Trst je tlele, ne. Ja. Tako da ful je tak, ne vem, prijetno je, no, za živeti, evo. Sem pa že 13 let, veš, v Italiji. Okej. Ja, Iz kje si pa primarno? Kje si odraščala? V Šempetru, Šempetru, to je pa blizu, ja. Evo, le tlele. Ja. Šempetr, tako da tlele smo. Moj domači kraj. Pa sem pa itak šla v Ljubljano, ker sem študirala. Kaj si študirala? Eto. Sorry, ker sem te kar prekinul. Ojoj, veš kaj, jaz pa tako, kadar sem šla z gimnazije, sploh nisem vedela, kaj bi. Ja. Dejansko vse mi je bilo nekaj všeč, nič ni bilo čisto ta pravo, da bi rekla, to si pa ful želim. Pa sem pa šla na gradbeno. Sem se vpisala na gradbeno in sem... Tudi to je bila neka eksotika, najbrž punca na gradbeni, ali? Precej, ja. Mislim, sicer nas je bilo kar dost punc, dajmo reči... Nadpovprečno? Nadpovprečno, vse nas je bilo, no, ampak škaj, to je bilo pa potem, jaz sem bila v 2. letniku, ko je bilo leto 2009 in takrat je bila ta kriza in so šli vsi te največji gradbinci v Sloveniji v stečaj. In sem jaz rekla, kaj naj zdaj, ne, ker že tako punca v gradbeništvu, veš, je težko, ne, se dokazati, tako moraš, ne vem, 200% več biti dober zaradi tega, da te jemljajo resno. In pa sem rekla, nič, grem jaz na ekonomijo. In pa sem šla na ekonomijo in sem jaz kar šla delat, pa sem lepo imela službo od 8 do 4, popoldan sem hodila na faks, za vikende sem delala pa nočne v kazinoju. Tako da jaz sem bila kar avtonomna, pa sem jaz lepo si sama začela služiti, sem razmeri tako, da rabim jaz imeti moj denar, da se jaz lahko sama sfinanciram. In no, potem sem pa, čez nekaj časa sem se preselila v Italijo in sem potem začela tlele živeti, pa sem svojo firmo odprla. Kje jo imaš še zdaj? Kje jo imam še zdaj. Firma je pa v bistvu agencija za posredništvo za enološko opremo. Okej. Če razložiš, kaj točno to pomeni za tiste, ki ne vemo. To so pa stroji, pa nekaj tako, mašinerija, dejansko cela oprema, da se opremi klet za to, da se lahko izdela, ne vem, vino, sokove, olje, dajmo tako na čist na tak preprost način povedano. Pol sem pa šla, v bistvu začela jaz se bolj tudi z marketingom ukvarjati in sem začela delati svetovanje za podjetja. Kako zoptimizirati njihov proces, stvari? Vse, v bistvu, dajmo reči tako, cela strategija pa dvig na neka višji nivo. Tako da je dejansko zdaj me podjetja vzamejo takrat, kadar hočejo dvigant brand, ki hočejo renovirati
celo zgodbo podjetniško, ki jo imajo in takrat nekako vzamejo mene. Se pravi, firma pa v bistvu zoptimizira vse procese in ti imaš na papirju dokaz, da so, ne vem, manjši stroški recimo, ali pa da se jim nekaj bolj splača. Dajmo reči, da bolj kot stroški pa te zadeve je imidž. Imidž? Torej, celoten imidž, strategija, kako pristopiti do kupcev, kateri so njihovi pravi kupci, torej, kako komunicirati z njimi, preko katerih kanalov, vse te zadeve. No. Južna ljubljanska obvoznica je zaradi No ja, tako da to imam nekako, pa imam pa še posredništvo za vino. Delamo private label, imam podjetje, torej eno veliko klet, preko katere delamo privatne etikete za prosecco. Torej, v bistvu, ne vem, stranka želi imeti tako kvaliteto, tako obliko, flaške, torej vse dejansko celotno zgodbo in mi naredimo za njih specifično vino in potem oni to prodajo pod svojo znamko. Spravi, oblika flaške, etiketa, te zunanje stvari ali misliš prav vino? Ne, produkt. Torej, mi imamo, to je velika klet in oni imajo možnost, da sami naredijo točno tisto, kar si želiš. Torej, različne kvalitete. Ko imaš, veš, pri vinu imaš tako, da imaš najbolj tisto poceni, veš, hišno vino, do tega, da imaš Prosecco DOC DOCG, ki je potem certificirano, ki mora imeti določen standard, zaradi tega, da ga lahko sploh deklariraš kot Prosecco. No, tako da dejansko imam nekako se v te tri smeri, zdaj pa ta del, kjer imam z to agencijo za enološko opremo, se malo umikam iz tega sektorja, tako da zdaj delam bolj proti temu, kar me dejansko veseli. No. Ja, mislim, fino je imeti več virov prihodka ali pa, kako bi rekel, več smeri, a ne? Če si samostojna podjetnica. Ali imaš koga v ekipi? Dejansko imam še enega poslovnega partnerja, kar se te agencije tiče, ostalo delam pa sama. Je pa tako, ja, a veš, biti samostojen podjetnik je ful dobra stvar, zaradi tega, ker imaš svoj urnik, svoje, v bistvu vse si sam organiziraš, ne? Hkrati je pa velika odgovornost. To tudi meni ful ustreza. In je velika odgovornost in potem veš, kako je, ne? Imaš plačnike, neplačnike, časovne probleme, zamude, vse te stvari, tako da ni tako. Podjetništvo je v bistvu plavaš, a ne? Zdaj pa ali boš splaval ali boš pa potonil. Veš kaj, pri podjetništvu moraš zmeri se nekako reinventirati. Torej ne moreš na nekih zadevah, kjer si ti že nastavil, tam ostati. Torej, rabiš zmeri nekaj novega, rabiš zmeri nekako izboljšati, drugače te konkurenca povozi. Tako, ne. Drugače te konkurenca povozi, drugače te čas povozi, drugače imaš, ne moreš na tak način. Tako da, ja, zdaj sem rekla, grem malo v te zadeve, kjer me še toliko bolj veselijo. Te še kaj drugega veseli? Ali si pa zdaj se v tem res najdla, pa da boš tle ostala? Včasih ljudje, ker... Ful stvari me veseli, ampak na koncu se fokaliziraš na tisto, v čemer si dober. In jaz sem dobra ravno v temu, bom rekla, v teh strategijah, v marketingu, brandingu, v teh stvareh. In to je tudi ena stvar, ker imam ta passion, veš, dejansko od znotraj, ko pride to veselje, da vidiš en rezultat, kadar nekaj narediš. Tako da to je tisto pol, ko sem rekla, bom šla bolj v te vode in bom bolj zadovoljna s tem. Tako da, ja. Drugače pa veseli me ful stvari, veš, jaz imam ful enih hobijev, preveč. Povej, s čim se ukvarjaš. Ja, mislim, glede na to, da imaš rada moto sceno. To je itak. To je, bom rekla, ta primary, ki je ljubav, ta prava. Pa itak sem punca. Še zmeraj imaš klasične ženske stvari rada? Še zmeraj imam rada torbice in čevlje in obleke in vse te stvari. Jaz sem dosti časa sem tudi gradila odnose v Benetkah. Sem imela srečo, da sem spoznala prave ljudi in sem bila potem povabljena na tudi razne rdeče preproge, evente, festival Del Cinema, ki imaš, torej filmski festival v Benetkah, pa te stvari, pa so bile res ful lepe izkušnje. To si bila povabljena kot gostja ali si bila kakšna funkcija? Ne, kot gostja, torej v bistvu ta aspekt, da si tam, pa si nared karpet v njih obleki, pa vse, veš, tako, ta vibe, tako da meni je smešen ta kontrast, vsi se mi smejejo, reče, kako je možno,
da ti imaš, ne vem, greš z drift avtom driftat Ja. en dan, a veš pa tako v trenirki, Ja. drug dan si pa na rdeči preprogi v Dosti Benetkah. gume, Ja, Ampak meni je ravno to všeč. Jaz mislim, da punce smo lahko vse. Seveda. Veš, lahko smo ta girly girl, kjer se lepo oblečeš, pa našminkaš, pa v petke daš. Lahko si pa čista, veš, vsa od šmira, ki šraufaš nov airbox, ki daješ gor na... to je na moj nekaj motor. najlepšega videti na ženskah, da se pustite, da ste to, kar ste, a ne, da pač... Ja, jaz mislim, da je zakaj bi stereotipe neke delal, ne? Ja. Tako se mi zdi, da je to fajn in tudi jaz rada spodbujam punce, da dejansko, če jim je to všeč, ta šport, kar se motošporta tiče, Dajte probat, ne. dajte probat. In tako, dosti mladih punc mi je tudi reklo, Špela, zaradi tebe sem se odločila, da grem probat in se pelat, ker mi je bilo zmeri všeč, ampak me je bilo strah, ker so sami fantje v temu. Pa kaj si bojo rekli, pa se mi bojo smejali. Pa se mi bojo smejali, pa to. In pa sem pa rekla, lej, načeloma, jaz še nisem doživela nekega negativnega feedbacka. Sigurno. Lej, so pač tudi taki, ki imajo, so opinionated preveč in jim mogoče imajo neke stereotipne ideje. V vsaki stvari bo nekdo Vsaki izstopil, stvari bo ampak nekdo, če pogledaš ampak komplet... celokupno, jaz sem bila ful lepo sprejeta v ta svet. In nisem imela nikoli slabe izkušnje, kar se motošporta tiče, in so me vsi spodbujali in so rekli, Špela, ful dobro, da si šla v to, pa mi pomagali pri avtu, pri vseh zadevah. Tako da nekako ta je bila taka lepa izkušnja in probam to deliti potem tudi naprej. Super, tako da punce sem korajžno, če imate le možnost, kako pa bi mogoče lahko kakšna punca prišla do tega, da nima zdaj toliko mogoče finančnega Pa ne, zaledja? jaz sem začela brez avta, torej jaz nisem, da sem takoj šla v nakup avtomobila. Ne. Torej prvič, ko me je moj partner peljal z drift avtom, je bilo na enem izmed prvih dejtov, ko sva šla. No. S tem te je najbrž predzdul, Ne, na začetku je bilo tako, malo tako sem bila skeptična, a veš, a mu zaupam toliko še, ali ne, ali kaj, a veš, a dejansko zna toliko dobro peljati, kakor Ali se hoče samo govori, pokazati. se hoče samo pokazati, a veš, se držati tako, a bo. Pa, ko me je prvič peljal, sva rentala, torej on je rental tale E46 kot takrat na temu... Zdaj glih njen fant v bistvu ima avto, ki le dela kroge. bomo pol pokazali. Ruk, evo naj ušpela, zdaj sva pa v tvoji drugi ljubezni. Oziroma, ali je to tretja? Ali je prva fant, ali so prej avti? To je pa, ne moreš, avti so vseeno na drugem mestu. Čakaj, moram pa najprej kontakt dati, zaradi tega, da se spustijo pasovi. Aha, kad daš kontakt, se vam spustijo? Ja, te so te, ki se spustijo, sicer bom naštimala itak, veš, da je na stikalo. Okay. Tako da potem, da imam, kadar greš na progo, da so zategnjeni. Ja. A veš, ta zadeva, drugače te so prav za cestno, pa so že homologirani pa vse. Tako da... Nice. Ok, let's go. To pa je spet a si druga videl, duša. A si videl tle, kako imamo zaročno podložnico? Mi je tvoj fant prele pokazal, ja. A to je za vsak slučaj, da ne ujde? Ja, zaradi tega, ker veš, ročna je naštimana, da jo imam lahko uporabljam, ne? Torej, Na kadar progi rabim tudi. zakriviti, Ja. na progi tudi. Sicer bomo pol malo drugače naštimali, da bo tudi funkcionalna, ampak trenutno je funkcionalno z Super, parfumčkom. Ja, malo se je treba znajdati, ne? Prideš veš. noter, se našpricaš, pa gas. To je to, akcija. Vrhunsko. Ok, kaj pa potem, a je najprej Maserati ali je najprej tale BMW? A sem te zdaj dobro, zdaj si me spravil spravil v nelagodno situacijo? V situacijo. Moram reči, da... Kaj pa vem? Vsak ima svojo Vsak ima funkcijo, svoj ne? čar, a veš, Ja. Maserati je moj daily, ne? Ja. In je malo drugače zaradi tega, ker vse je luksuzen avto, pa vse, ampak je vseeno ga imaš za daily, pa se ful voziš z njim in vse, meni vsakič zaigra srce, ko v garažo grem, pa ga prižgem zjutraj, a veš, pa se imam kam zapeljati, je to super, ne? Ampak, ker se pa v tega usedeš, pa veš, da bo malo drugačen Ker da se dan. pa v tega usedem, je pa veš, da bo malo drugačen dan, veš, da je ta direkten občutek, ki ga imaš, ta stik s cesto, ki ga drugače pri Maseratiju ni, vseeno, veš, tam je elektronike toliko tle pa.
nimaš kaj dosti. Tle imaš pa druge užitke. Tale imaš pa druge užitke, ne? In ta občutek, ki ga imaš, to, ki ga odkriviš, ki se pelješ in je ta pristen, klasičen občutek avta. Brez elektronskih. Ja, no, veš, nimaš nobenih displejev, to je vse analogno. Kam si me zdaj pripeljala na zmenek? Kje se nahajamo? Zdaj smo pa praktično 10 minut čez mejo v Italiji. Tlele se kliče kraj Mariano del Friuli. Pista je Viefe. Oni so certificirana pista, imajo skokovita močijo, tako da se lahko skoraj z vsakim avtom prideš peljati, pa probaš odkriviti kakšen novink. Ful je fajn za se učiti, ful je fajn za trenirati. Pa zabavno je, no. To je tvoja domača proga, tle si največ? Tlele sem velik, ja. Veš, kad imam 10 minut, imam od doma tole, tako da mi je super, pa dostakrat organiziramo kakšne track daye, pa se nas več nabere. Prejšnjo nedeljo smo bili, nas je bilo 20 tukaj. To ti organiziraš? V bistvu imamo eno grupo, pa se potem tam kar potipkamo, pa če kdo kaj organizira, si kar napiše noter. Zadnjič sem pa jaz organizirala, pa smo se zbobnali vsi skupaj in je bilo the best. Ne vem, če sva povedala, ti si tudi inštruktorca drifta, to drži? Tako bom rekla, jaz sem takrat, sem se potem z enim profesionalnim italijanskim voznikom sva se zmenila, pa sva probala malo učiti šolo. In je bilo tako, da sem jaz potem nehala to početi, ker sem eno stvar ugotovila in sicer, da je to moj najljubši hobi. In če potem to preveč začneš delati kot delo, enostavno ni več hobi in zgubiš tisto veselje. No. Tako da sem potem rekla, da bom raje to ohranila kot mojo tretjo ljubezen. Evo, o progi smo nekaj na hitrico povedali, zdaj pa dajva se vrniti nazaj na tega tvojega lepotca BMW-ja. Daj nam zaupaj, kaj vse si na njem naredila. To je torej BMW E36 GT Tribute, noter je 3.0 motor, torej M54 B30 od E46. Airbox je noter, potem imamo KV3 športne vzmeti, imamo špero, imamo hidravlično ročno, noter so Recaro pole position sedeži, rear seat delete smo naredili. Veliko stvari je bilo narejenih, zaradi tega, ker ta avto je bil kupljen precej gol. On v originalu je bil narejen za dirkalca, za gorsko, potem so ga pa preveč lepo pobarvali v to British Racing Green zeleno in jim je bilo škoda, pa so rekli, da ga bojo prodali. Tako da jaz sem ga kupila praktično brez notranjosti skoraj in sem potem vse naložila gor, mu dala malo ljubezni in smo ga začeli opremljati. Tako da potem tudi, ne vem, 3 ogledala, ker so bila ta neoriginalna prej gor in še angleška, tako da, kadar si pogledal v špegu, si sam tako ptiče videl gora, veš. Ni bilo nič, nisi mogel naštelati, pa itak so bila narejena za desen volan, ne. A veš, pa potem dejansko nisi absolutno nič videl in kadar si se ti v rikverc hotel parkirati, je bilo sam tako, kam sploh greva, veš, tako. Tako da ja, malo ljubezni smo mu dali, pa potem smo tapete dali dol, mislim, noter. Tako da ja, potem feltne. Feltne sem tudi sem kupila, so bile čist navadne srebrne, pa sem pa rekla, tlele bo zlata pašala, pa smo naredili zlate s poliranim robom. Tako da te so deljene, pa imam pa še en komplet, ki imam pa semislajke gor, tako da lahko malo kombiniram, pa menjam, te so za lepo videti. One so pa potem, ki ti ni toliko škoda. No. Kaj imaš večkrat za na... Recimo, kakšen grobnik ali kaj tacga, veš, je fajn, da so slajki gor, ker potem avto bolj drži, ne. Seveda. Tako da ja. Tablica. LXXXIX. Rimske številke predvidevam. Rimske številke. To so v bistvu to je moja letnica rojstva. V rimskih številkah in sem hotela, da je tako oseben avto moj in to se mi je zdelo najbolj taka, nisem hotela nekih, a veš, tistih klasičnih E36, Gošpela, ne vem kaj.
Tako da sem hotela nekaj, da jo še zmeri osebno in sem se odločila potem za to, pa se itak vsi obregnejo, kaj pa zdaj to. Eden mi je rekel, sorry, ko bom to rekla, ampak eden mi je rekel, več X-ov imaš kot v porničih. In pa sem rekla, ok, v redu, thanks for the info, ne? Ampak definitivno so zanimive, ja. Imam pa potem na Maseratiju tudi custom. Ja, to dotaknemo, tam imaš pa X, V, I, dol. Tako, to je pa $16. Tam je pa, dejansko so bile tiste tablice mišljene najprej za E36, ampak potem po spletu na ključi sem pač najprej registrirala tega, pa potem šele tega in sem zato dala tiste tam. Zgodba tistih tablic je pa malo bolj posebna. In sicer enkrat sem gledala od Racmana Jake risanko, kjer je on se lepo vozil, pa prije noč, pa je ful utrujen in se zraven enega hotela ustavi in vpraša, koliko stane nočitev. In on mu reče $16. In on tako, to je predrago, ne dam toliko denarja, ne dam, jaz grem kampirati v gost. In model gre kampirati v gost in vse mu gre narobe, pač tako drevesa padajo dol, izpušča mu blazina, tako ni da ni. In on se celo noč zajebava s tem, da bo on kampiral in na koncu mu urata. In tista blazina, na kateri spi, spušča in ga dejansko se zleti v nebo in preleti direktno v hotelsko sobo na posteljo. In je jutro že, pride v lastnik hotela, mu vzame $16, veš. In zgodba je pač ta, ne, da dejansko zakaj iti skozi vse te neumnosti, ne, torej pri teh project carih je tako. Zmeri probaš malo prišparati, ne. Še posebej, veš, tlele, ki so recimo malo cenejši kosi, pa tako recimo, da probaš še bolj prišparati, ker še posebej kaj je za dirkalca. Ampak na koncu ugotoviš, da bi mogel že od vsega začetka dati pač mlih malo več denarja in kupiti pravo stvar, ker če ne kupiš neoriginal, pa še en neoriginal, pa tisti ni v redu, pa še tisti in pa na koncu priješ na več denarja, kot če bi od začetka dal to. In tle je bila ta zgodba oziroma nauk te zgodbe, ne, da že od začetka pač vloži malo več denarja pa naredi tako in bo boljš, kakor da bi Nekaj iskal krivine, pa iskal, kje boš prišparal, ker na koncu ne prišparaš. Mislim, tudi tak hobi je, da... Tlele ni nikoli konc, ne. Tlele se zmeri, je treba kaj dodajati in to project car je project car. Tako. Prevista pioggia, it's gonna raining in 15 minutes time. Ok. Sta arrivando da lì, è un peccato, quindi Ok. per quello ti ho avvisato. Grazie. Kaj nam je gospod povedal? Gospod je povedal, da čez 15 minut se približuje ena nevihtica. Tako da... Prav nevihta? Ja, načeloma. Tako da Kaj to za nas mogoče... pomeni? To pomeni, da akcija in gremo kar odkriviti. Ok, pojmo pokriviti, pa boš nam pa še kakšno zgodbico zaupala, ker... Pa bomo pa čakali lepo tam v barčku, pa bomo še malo poklepetali. Ajde, jaz že komi čakam. Ajde, da odfuramo eno celo. Imaš to. Malo sem mogla noter pasti. Ja, itak si. Vsakim športom je tako. Najprej ogrevanje, pa zares. Špela, jaz sem impresioniran. Čestitke, obvladaš. Se trudimo, ne? A veš, to je konstantno učenje, to ni nikoli konc. Pa zmeri si postaviš eno stopničko več, ki bi rad naredil, tako da nikoli nimaš dovolj. Veš, kadar vse odpelješ, pa bi še eno, pa še malo bolj, pa še to, a veš. Pa še hitrost mogoče. Pa še hitrost mogoče, pa malo brezročne, da narediš Japan style. Tako da zmeri probaš čim več narediti. Ampak ja, mislim, da nama je šlo kar dobro. Ej, jaz sem zelo zadovoljen, hvala, ker si mi pokazala ta svet drifta. Hvala za zaupanje, da si sploh šel z mano, pa nisi nič uno. Ne, popolnoma zaupam, brez problema. Ej, daj mi povej, a ti imaš to samo takole za dušo na treningih, ali tudi kaj tekmujete punce v tem? Ali kako je zdaj s tem v Sloveniji? Jaz načeloma ne, ampak so punce, ki tudi tekmujejo, ki vozijo. Jaz se ne počutim še tam na tem nivoju, pa preveč sem previdna, da bi šla v to. Mogoče me malo me je strah. Sem paziš na avto? Ni toliko na avto, kakor na to, a veš, da ti, kadar tekmuješ, greš zmeri na rob tistega limita, ne, svojega. In jaz grem zmeri malo manj,
ki bi rada še mogoče kakšno leto živela, pa to. Ne, hecam se, ampak raj grem veliko pod mojim limitom, kakor pa čez, krata hiter, kaj narobe. In pol tam pa rabiš ta dodaten procent. In nisem jaz tam, tako da jaz to imam bolj za uživance, kot za kaj drugega. Ful pa rada podpiram vse punce in fante, pač vsi, ki tekmujejo, pa vsi, ki furajo. Vse to je lifestyle na koncu. Kaj bi pa povedala puncam, prej sva se jih že dotaknila, da je to res zanimivo vas videti v avtomoto svetu in še nekaj drugega. Kaj bi svetovala puncam, ki si mogoče to želijo, pa ne upajo pokazati to svojo plat? Veš kaj, zdi se mi, da se ful razvija ta kultura v Sloveniji in to me ful veseli. Tudi veliko je mlajših punc, ki se zanimajo za avtomobilizem in za vožnje in te zadeve. In tako me veseli, no, da dostikrat tudi pridejo do mene pa mi rečejo, zaradi tega, ker sem tebe videla in da ne bi bila edina punca, sem se odločila, da tudi jaz bi pa šla na tečaj, da tudi jaz bi pa vozila, da tudi jaz pa grem na car meet in tako, ker imajo ful ta zadržek. Veš, da ne bojo sprejete, pa da jih bojo čuden gledali, pa to pa so res petrolheadinje, pa res uživajo v tem in mi je lepo, no, da se ta scena začela toliko razvijati. Tako da jaz sam čim več, da nas pride. Punce sam gas, ne se šparati. Sama akcija. Ali pa, če imajo kakšen nasvet, lahko tudi špeli po moje napišete. Z veseljem, jaz sem zmeri za. Pa tudi toliko je enih zdaj eventov, da tako moraš sam gledati, kje so, pa imaš vsak vikend kaj za početi in to je the best. In tam lahko spoznaš marsikakšno zanimivo dušo in se pogovarjaš o teh zadevah. Tako smo se tudi midva spoznala, evo. Tako smo se tudi midva spoznala, veš, pa imaš to, ful je fajn, zmeri, ko greš na te evente, pa to imaš polno enih zgodb za slišati. A imaš ti mogoče kakšno za deliti z nami? Tlele pa ne zmanjka, veš, pri tem avtu, kadar smo ga začeli rihtati, pa počasi je bil že na tem, da gre na tablice, ni bil še tako zrihtan, kot sem mislila, da bi moral biti. In jaz ga odpeljem lepo od mojega mehanika in na vrhniki kar naenkrat mi začne gasa zmanjkovati. Sem rekel, kaj pa zdaj to, kaj pa dogaja, vidim kar, nič. Lih toliko, da sem ga dala v folje, da sem ga na eno parkirišče zapeljala, nisem mogla nagledati, kaj je. Pa jaz ga kličem, da je poslušaj, lih sem se odpeljala od tebe, jaz ne vem, kaj je narobe. Pride on hitro z avtom, z računalnikom, vse gledamo, kaj je. Ne vem, mogoče, da je za baterijo zamenjati. Ok, grem jaz na Petrol baterijo novo kupiti, prijem nazaj, spet ne dela. Ok, mogoče dajmo malo benzina več noter, lahko je to problem. Ona šraufa, damo benzin noter, ok, avto užge. Ok, mogoče dejansko pač indikator, koliko je benzina noter, da je slabo delal, pa zaradi tega. Peljem se jaz 30 metrov, avto spet crkne. In nismo mogli nagruntati in potem je bila fora, da ni pa delal dušnik od pokrovčka za benzin. In je vakuum noter vleklo in enostavno ni šlo skozi. In potem je avto crknil tako 3-krat na poti, pa sem pa tisto šaufala dol, sem dala noter v avto in sem se peljala brez pokrovčka in sem rekla, čau. Pa v istem dnevu, da ga peljem pa enemu drugemu za finese dokončati, in meni na Fužinah kar naenkrat spet začne zmanjkovati. Sem rekla, kaj je zdaj to, pokrovček imam tlele, zakaj mi spet zmanjkuje? Je pa bilo, smo dali dvojne čeljusti, imam zadnji zaradi ročne. In je bila ročna preveč zategnjena in se je toliko pregrelo, da je toliko je prijela ročna, da sploh nismo mogli je več losati. In potem je bilo treba iti iz Fužin v Borovnico po ključ, zaradi tega, da smo lahko potem počasi losali ročno, da smo se lahko zapeljali v zalog. Tako da, a veš, zmeri ostaneš nekje. Pa ta prvi track day, ki sem šla, mi je pa Žmigovec napadel. In to je bilo tako, da jaz se peljem po avtocesti in mi mahajo eni, ki lih tako so se na track day peljali, mi tako delajo, pa jaz tako, čau, kaj je zdaj, ne, a veš, in oni tako mi dela. A veš to, pa jaz tako, shit, pa nekaj sem slišala, da je nekaj trkalo, pa sem nekaj, kaj bi telo biti. Se ustavim, vidim tako, tlele je visel dol žmigoc, pa smo ga pa stejpali. Ker z lepilnim trakom smo ga zalepili in je to je funkcioniralo. Da si prišla do doma. Ne, cel track day sem odfurala. Ja, še to. Cel track day sem odfurala takole, pa lej, pa smo ga pa zrihtali. Ja, lej. Mislim, vsej na takih project carih, a ne, je to pač. Zmeri je kaj, a veš, ne smeš se toliko sekirati in zmeri se kaj zgodi, lej, najslabji, kar je, ostaneš na sred ceste, pokličeš avtovleko in prija iskati. A veš, sam ne smeš se toliko sekirati, pa fajn je mogoče, da vsem veš,
kaj je v avtu, kje, kaj se dogaja, pa mogoče, da te osnovne stvari znaš pogledati. No. Tle se pa jaz počasi učim. No, sej pač, itak, v življenju se skozi učimo, tako da... No to, evo, skozi se malo učimo in tako se mi zdi, da je tudi velik užitek, kad avto, havbo odpreš in veš, kaj je kaj, in lahko malo tudi primeš kakšen ključ v roke, pa kaj zašraufaš. No. Kaj zamenjaš, kakorkoli. Tako, ja. Ej, kakšne imaš pa kaj plane za naprej? Kakšne imaš cilje za naprej? A imaš morda še kakšen avto v mislih za dodati? Da zamenjaš kaj? Ne vem. Zaupaj, če ti je do tega. Ja, tako, a veš, imaš kratkoročne pa dolgoročne plane. Kar oba povej. Ja, tako, lahko ti povem, kaj je moj zdaj dream car trenutno. Kar bi si ful želela, ampak bo treba še kar malo zaslužiti pa kaj delati. Je pa Ferrari 488, Spider Pista. Tole si želim. To je en, recimo, tisti pinnacle, ki bi ga res rada imela. Drugače pa zdaj ful gledam Jaguar F-Type, pa da bi Cabrio vzela. Za daily? Ne, da bi imela za Cabrio, a veš, pa da imaš za lepo vreme, pa da se tam daš streho dol, pa se malo pelješ. Pa, a veš, ta V8 Jaguar ima ful lep zvok, pa lep je, sicer pravijo, ful se kvari, kaj boš to, ampak jaz imam isto Maseratija, ker so mi vsi govorili, ne tega kupovati, to se sam kvari, to je vse narobe, pa miril se pošiljali, kako imaš same lučke ti pržigajo, se pa je vse narobe, ampak jaz mislim, da če dobro vzdržuješ, pa paziš na stvari, da... Pa tudi to je bolj velja za stare Maseratije, ne? Zdaj, pri teh novih baje ni več toliko spet problema. Jaz mislim, da je fora v tem, da da menjaš olje na 15.000, da veš, paziš na njega, ga redno servisiraš. Klasične stvari, da vzdržuješ in potem ne more biti toliko narobe. No? Razen, če imaš res nesrečo in kupaš avto, ki je narobe že vse od vsega začetka. Ne? Kar je lahko pa tudi čisto pri to pa ne drugih moreš znakih. vedeti. To pa ne moreš vedeti. To se ti lahko zgodi pa kjerkoli. Tako da ja, nekako zdaj Jaguar F-Type je tole, ne? Ker je bil pa moja prva želja je bil pa Aston Martin Vantage, ampak potem se je pa moj zaljubil njega, ki sem ga peljala za Božič v Milano furat. Aston Martina je rekel, ne, jaz to rabim v življenju, sem nekaj pismo, ne moramo imeti. Zdaj vseh istih avtov, da imeti Astona, bom jaz kaj drugega. Ja, on v bistvu kupil že, zdaj pa... Pa jaz sem ga imela na unema, veš, na ozadju telefona Aston Martina Vantage, pa vse, se nekaj to je vizualizirala una, veš, moodboard, pa to, pa sem pa rekla, ljubav je bolj pomembna. No, lepo. Ej, Špela, res hvala za ta čudovit dan, da si nas popeljala Še vreme je zdržalo. Ja, čeprav so rekli, da bo dež. Ja, prej so nas dajte hiter furat, ker če ne bo dež, bo nevihta, ampak zdaj se pa kar približuje. Smo pa izkoristili dan maksimalno. Vrhunsko. Zdaj smo že malo lačni, tako da gremo nekaj dobrega pojesti. Yes. Še enkrat hvala, da si bila gostja, tako vam hvala, ker ste spremljali, pa se vidimo v naslednji epizodi. Fajn boste. Čau. Čau.